Lep pozdrav, spoštovane gledalke, cenjeni gledalci lokalne slovenjebistriške televizije na pragu meseca julija ali malega srpana, ki so ga zaznamovali nalivi s točo, plazovi in druge naravne nesreče, tako v Sloveniji kot drugod po Evropi. Pa odločitev Velike Britanije o izstopu iz Evropske unije, zmeda okrog dveh proslav ob 25-letnici osamosvojitve Slovenije, so bile teme, o katerih se je veliko razpravljalo. Na lokalni ravni se je pretekli teden zgodilo kar nekaj dogodkov, ki so pritegnili pozornost različnih generacij. Nekaj smo jih uvrstili tudi v informativni program tega tedna, zato prijazno vabljeni pred televizijske ekrane. Slovenjebistriška glasbena šola z orkestrom ter gostom Janezom Bončino-Benčem izvedla vrhunski glasbeni dogodek. Varnostni sosvet občine Slovenska Bistrica na izredni seji je predstavil aktualne varnostne razmere na Bistriškem. Slovenjebistriška glasbena šola se je pridružila slovesnosti ob 200-letnici javnega glasbenega šolstva v Sloveniji. Lokalni odbor SMC organizira okroglo mizo o socialnem podjetništvu, mladinskih zadrugah in turizmu. Gost je bil gospodarski minister Zdravko Počivalšek. Občina Slovenska Bistrica in Združenje veteranov vojne za Slovenijo sta pripravila občinsko slovesnost o 25-letnici samostojne Slovenije. Neznani storilec pošteno uskubil traktor gozdnega gospodarstva Maribor. V rubriki Lokalne novice o častitljivih obletnicah in drugih dogodkih. Zavod za kulturo Slovenska Bistrica je v četrtek 23. junija v Bistriškem gradu organiziral vrhunski glasbeni dogodek, in sicer koncert Big Banda glasbene šole Slovenska Bistrica z gostom Janezom Bončino-Benčem. V prvem delu koncerta je okrepljena zasedba predstavila klasičen program iz zakladnice Big Bandov. V drugem delu pa so izvedli džezovske priredbe Benčevih uspešnic. Je moja vila, zato so jo klicali vsi. Maja z biseri, Maja z biseri. Obrazno španske slike, oči velike, nasmehi pa kot čudeži. Maja z biseri, Maja z biseri. Ljudje, ki so jo kdaj spoznali, ljubili so jo slej ko prej, do vsak je biser so dejali, si bolj lepoten skrite v njej. Živeti je začela in prekipela, davnico se razblinjali njeni biseri. Njeni veseli, srce je ugnano in razigrano, ko Maja v sladko noč beži, skupaj z biseri, skupaj z biseri. In bolj, ko srečo vsem daja, manj sreče Maja zase ima, da vredno krajši nič postaja, prepozno kako vsa spozna. Zdaj tisoč mil od raja, tančici Maja, vprašanj neskončnih se boji. Kje so biseri, kje so biseri? Grnico še eno bo narejeno, ki v žalosti kupila si. Maja z biseri, Maja z biseri. V prostorih krajevne skupnosti Laporje je v petek 24. junija potekala druga izredna seja varnostnega sosveta občine Slovenska Bistrica. Župan dr. Ivan Žagar, podžupan Stanislav Mlakar, komandir policijske postaje Slovenska Bistrica Aleksander Lubej,
vodja varnosti Andrej Gracej in vodja redarske službe Robert Vrečko so predstavili aktualne varnostne razmere na območju občine Slovenska Bistrica in izvajanje ukrepov za njihovo obvladovanje. O problematiki varnosti na območju Laporja in Hošnice pa sta nekaj več povedala predsednik Krajevne skupnosti Laporje Štefan Otorepec in poveljnik prostovoljno-gasilskega društva Laporje Franc Pahič. Letos obeležujemo 200. obletnico delovanja javnega glasbenega šolstva v Sloveniji. Na pobudo predsednika države Boruta Pahorja in v sodelovanju z Zvezo slovenskih glasbenih šol je v petek 24. junija potekal edinstven glasbeni projekt o praznovanju 25. obletnice samostojnosti naše države. Točno ob 15. uri je 46 glasbenih šol po vsej Sloveniji simultano izvedlo 2 skladbi, in sicer himno Republike Slovenije ter skladbo Moja dežela. Tako je bilo tudi na notranjem dvorišču Bistriškega gradu, kjer je nastopil otroški pevski zbor glasbene šole Slovenska Bistrica. Na prireditvi sta župan občine Slovenska Bistrica, dr. Ivan Žagar in ravnateljica glasbene šole Slovenska Bistrica Radmila Bikić-Magdić podelila tudi priznanja najbolj uspešnim učencem slovenjebistriške glasbene šole. Lokalni odbor SMC Slovenska Bistrica je v petek 24. junija v Viteški dvorani Bistriškega gradu organiziral okroglo mizo z naslovom Javni razpis za izbor operacij za zagon socialnih podjetij in mladinskih zadrug in možnosti razvoja turizma v občini Slovenska Bistrica. Osrednji gost je bil minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravko Počivalšek, ki je uvodoma povedal nekaj več o stanju gospodarstva v Sloveniji. Po njegovih besedah na ministrstvu pripravljajo kar nekaj sprememb, ki bodo izboljšale pogoje za razvoj gospodarstva. V razpravi o možnostih razvoja turizma v občini Slovenska Bistrica so sodelovali župan občine Slovenska Bistrica dr. Ivan Žagar.
magistra Monika Kirbiš-Rojs, direktorica RIC Slovenska Bistrica, direktor turistične agencije Sajko Milan Sajko, lastnik RTC Trije kralji Božo Juhart Jakec in Miro Juhart, predsednik lokalnega odbora SMC Slovenska Bistrica. Sogovorniki so se strinjali, da bodo prihodnji morali več pozornosti nameniti medsebojnemu povezovanju. Ob koncu okrogle mize sta se predstavila še turistična podmladka Srednje šole Slovenska Bistrica. Občina Slovenska Bistrica in območno združenje veteranov vojne za Slovenijo Slovenska Bistrica sta pripravila osrednjo občinsko slovesnost o 25-letnici neodvisnosti Slovenije in 25. juniju, dnevu državnosti, ter upočastitev zavzetja vojaškega skladišča na Zgornji Ložnici. Zaradi slabega vremena je prireditev v soboto potekala v Viteški dvorani Bistriškega gradu. Slavnostni govornik je bil dr. Ivan Žagar, župan občine Slovenska Bistrica. Na slovesnosti so podelili tudi priznanje zaslužnim pri osamosvajanju Slovenije in nagrajencem na tečaju domoljubja Slovenija, moja domovina, v katerem so sodelovale osnovne šole iz občin Slovenska Bistrica, Oplotnica, Makole in Poljčane ter Srednje šole Slovenska Bistrica. V kulturnem programu so nastopili pevski zbor Glasbene šole Slovenska Bistrica, Oktet Planika, Kut gasilske godbe Napihala Spodnja Polskava in recitatorka Patricija Simrajh. Posnetek prireditve si boste lahko po informativnem delu oddaje ogledali v celoti. Policisti Slovenije Bistriške policijske postaje so pretekli in ta teden zabeležili in obravnavali naslednje dogodke in pojave. S področja kriminalitete so policisti obravnavali 8 kaznivih dejanj, od tega 4 tatvine, zapustitev slabotne osebe, nasilništvo, poškodovanje tuje stvari in ostalo. Lukanja. Neznani storilec je s traktorja, last mariborskega gozdnega gospodarstva, ukradel 70 metrov jeklene vrvi, 4 verige, drsnike, kavelj in ročni cepin, s tem pa podjetje oškodoval za 400 evrov. Laporje. Na gasilski veselici je nekdo ukradel jakno in avtomobilske ključe. Slovenska Bistrica. 2 mlajša moška sta ob koncu valete fizično obračunala z več osebami. Pred osnovno šolo Pohorskega odreda pa je neznani storilec ukradel otroško kolo, škoda je za 100 evrov. Straža. Na zabavi je nekdo ukradel mobilni telefon ter lastnico oškodoval za 100 evrov. Zgornja Polskava. Neznani storilec je s hrano, h kateri je primešal strup za podgane, zastrupil psičko mešanko, ki je poginila. S področja prometne varnosti so policisti obravnavali 12 prometnih nesreč, odvzeli 3 vozniška dovoljenja, podali 3 obdolžilne predloge, izdali 19 plačilnih nalogov ter izrekli 2 globi tujcem. Zaradi kršitve zakona o posedovanju prepovedanih drog so policisti zasegli droge, zoper kršiteljico pa uvedli hiter postopek. Obravnavali so še poskus samomora, zaradi kršenja javnega reda in miru so posredovali 3-krat. Spoštovani, informativni del oddaje se je iztekel, v nadaljevanju pa vas vabimo k ogledu posnetka občinske slovesnosti ob 25-letnici slovenske samostojnosti. Sicer pa vam želimo vse dobro, kjerkoli že boste. Pa srečno!